V našem rastlinjaku gojimo prav poseben dvostebelni paradižnik, imamo ga na enem in pa na drugem steblu. Če pogledamo spodaj, pa vidimo, da smo prvi zalistnik pustili in vse skupaj izhaja iz enega stebla. Imamo dvostebelni sistem, kajti cepljen paradižnik je zmožen vzdrževati dve rastlini, imamo dvojni pridelek, seveda pa redno odstranjujemo zalistnike. Tukaj je že odstranjen, najboljše kar take čisto majhne, tudi 2 cm, prej ko jih odstranimo, bolje je. Seveda pa se temperature v rastlinjaku tudi dvigujejo. Ena prvih znakov visokih temperatur je zvijanje listov. Listi se začnejo zvijati, pri nekaterih sortah bolj, pri nekaterih manj. To spodaj, te pikice rumene, pa so pravzaprav pomanjkanje magnezija. Tukaj notri še nismo škropili s pripravkom Folia Max. Folia Max vsebuje tudi magnezij. Glavni namen škropljenja v rastlinjaku pri temperaturah nad 30 stopinj pa je pomanjkanje kalcija. Vedno škropimo tako, da ne kaplja in curlja od rastline. To pa naredimo zato, da plod na dnu ne počrni, kajti kalcij je v ekstremnih vročinah blokiran in lahko ga dodamo samo skozi list. Vsi tisti, ki uporabljate recimo jajčne lupine, naj povem, da to ne deluje, kajti iz tal je enostavno transport v liste v visoki vročini blokiran in ga je treba kalcij dodajati skozi list. In glavni element Folia Max je ravno mikroniziran kalcit. No, tukaj vidimo, da poleg paradižnika lepo uspeva še bazilika, ki je njen tradicionalni dober sosed. Tukaj imamo še nekaj kamilic. Mlada čebula je predhodno ostala na tem mestu, tako da bomo počasi pobrali za solato. V vmesni prostor smo sadili solato, ki bomo ravno tako pobrali in odstranili, in tako bo počasi na gredi ostal samo paradižnik. Tudi paradižnik na vrtu v vročini zahteva škropljenje s pripravkom Folia Max, zato nikakor ne pozabite na to pomembno opravilo. Poleg paradižnika pa seveda poškropimo tudi jajčevce, kumare, paprike, bučke in ostale plodovke, kajti vse so hvaležne za dobro oskrbo. Pri mešanju pripravka Folia Max najprej v ločeno posodo odlijemo nekaj vode. Tukaj pa imamo škropilnico, ki je volumna 2 litrov, in na 1 liter damo 1 čajno žličko, ne sme biti preveč kupčka, bolj ravno, in potem vse skupaj stresemo v manjši lonček. To pa zato, da lažje suspenzijo premešamo. V škropilnico smo predhodno dodali že 1 liter vode. Jaz uporabljam kar tako stekleno posodo in na ta način točno odmerim. Seveda, ko pa se sprašujemo, koliko pripravka porabimo na določeno kvadraturo, pa lahko seveda najprej škropite samo z vodo, da ugotovite, koliko potrebujete vsega skupaj, in potem dodate potrebno količino. No, ko je suspenzija že lepo raztopljena, vse skupaj še dobro premešamo, dolijemo vode, drugače pa se dozira približno 3 do 5 gramov na liter vode. Eno tako pakiranje zadostuje kar za 100 litrov. Potem pa vse skupaj zlijemo še v večji rezervoar, splaknemo vse skupaj, da izkoristimo vse. In kar nam še preostane, je to, da še drugi del vode dolijemo v škropilnico, tako imamo skupno volumen 2 litrov. Suspenzijo oziroma škropilnico zapremo in se odpravimo potem na škropljenje. Krompir sorte Twister, ki je odporen na krompirjevo plesen, že tretjič škropimo, ampak predvsem iz razloga, kajti ugotovili smo, da krepi rastline pred napadi koloradskega hrošča. Kot vidite,
ni prav čisto nič obgrižen, kakšna manjša poškodba je vidna, ampak še to čisto v začetku rasti, kajti takrat smo prve hrošče pobrali. Seveda pa Foliamax vsebuje tudi silicij, ki se ob večkratnem škropljenju kopiči v listih in na ta način deluje odvračalno očitno na ličinke koloradskega hrošča, kajti mi jih več ne opazimo, njihovo prehranjevanje se počasi zmanjšuje, kakšne velike reprodukcije ni in kot vidimo zdaj že v koncu meseca junija ni nikakršnih poškodb koloradskega hrošča, tudi tisti prvi napad se je umiril in pravzaprav smo s tem zelo zadovoljni. Seveda pa je pomembno to, da se škropi vsaj 3-krat ali večkrat, kajti na ta način očitno tiste prve ličinke naredijo nekaj škode, potem pa se pravzaprav napad kar ustavi. Tako da krompir bo dober, ni plesni, ni škodljivcev, seveda pa krompir v poletnem času za dober pridelek tudi namakamo. Pri nas imamo namakalni sistem, namakamo ga 2-krat na teden, še posebno takrat, ko intenzivno raste in polni gomolje, in takrat smo s pridelkom res lahko zadovoljni. Na našem vrtu se že sladkamo s črnimi malinami, ki jih režemo enako kot robide. Če škropimo s Foliamaxom, pa se obstojnost plodov, tukaj mislim na maline, robide, jagode, tudi podaljša, kajti kalcij krepi celične stene, rastline so bolj odporne za skladiščenje, transport. Navsezadnje pri hruškah in breskvah dosežemo celo to, da so manj občutljive na črnenje notranjosti ploda, no pri jablanah je manj grenke pegovosti, tako da imamo kar dober razlog, da tako sadno drevje kot jagodiče večkrat poškropimo, prvič že v začetku, potem pa tudi v nadaljevanju vegetacije 3 do 5-krat. No, če pogledamo, tukaj robide so bogato obložene s plodom, s pridelkom. To je lanskoletni rodni les, no, zraven pa se že pravzaprav razrašča tudi letošnji rodni les. Pustili smo 3 močne poganke in ti močni poganki bodo nosili plod v naslednjem letu. Kasneje v poletju jih bomo tudi prikrajšali na približno 2 metre. Vse, kar raste spodaj, kar je odveč, pa potrgamo, kajti tako slabimo rastlino. Če pustimo poganke, ki se izraščajo stal, vse naj gre na 3 glavne poganke in na ta način dosežemo visoko rodnost, dobro obloženost grma. Tudi tukaj pri tej robidi vidimo enako, tako da če nasad oskrbujemo redno, dodamo še Foliamax, je zagotovo pridelek boljši, ampak osnovne agrotehnične ukrepe je treba upoštevati. V vročem poletju je treba tako maline, robide kot ostalo jagodiče namakati. Voda je ključna za rast in tudi za plod, tako da ne pozabite na vodo, še posebej v vročem, sušnem poletju. Na dober pridelek grozdja mislimo že v začetku in pa sredini rastne dobe. Ko škropimo s Foliamaxom, so listi intenzivno zelene barve, še posebno tudi zgornji, včasih se na mladih listih pojavi bledica oziroma kloroza. Železo pa je tisti sestavni element, ki poskrbi, da so listi temnejši. Tudi magnezij pomaga, kajti magnezij je osnovni gradnik klorofila in na ta način rastlina tvori več sladkorjev. Na vse zadnje pa so pomembni tudi mikroelementi, ki poskrbijo za njihovo boljšo presnovo, se boljše izrazijo barvila. V končni fazi pa je grozdje bolj sladko in tudi bolj intenzivne barve. No, v vinogradu pa se priporoča škropljenje 3 do 5-krat na leto in to v razmaku 3 tednov.